še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani na tem prvem predavanju iz cikla Ali lahko danes še sploh kaj počnemo s filozofijo. Jaz verjamem, da če imate pred sabo Slavoj Žižka, ni treba postaviti takšnega vprašanja, ampak vendar izhajam iz čisto konkretne situacije svojega poklica, ki ga upravljam in vedno znova vidim, da humanistične vede, filozofija bolj spadajo na rob predmetnika v splošnem izobraževanju in so vse bolj potisnjene te vsebine na rob. Zato je to vprašanje mišljeno na eni strani malo provokativno, po drugi strani pa se mi zdi, da ravno v tem trenutku, ko se v družbi in v svetu dogaja marsikaj, bolj kot kdajkoli prej potrebujemo prav filozofijo oziroma kritično misel. Odgovor na vprašanje, kaj imajo skupnega Donald Trump, Silvio Berlusconi in Borut Pahor, bo morda bolj razviden na koncu mojega predavanja, vsaj upam. In izhodišče je seveda Trumpova zmaga na volitvah. Jaz moram priznati, ko sem pripravljala tole predavanje, imela sem eno podobno uvodno tudi v Celju, z nekoliko drugačnim naslovom, ampak ne prvič, ne drugič nisem računala na to, da bo Donald Trump resnično postal ameriški predsednik. Velika zmaga je bila že v tem, da je sploh prišel do nominacije za republikanskega kandidata, ampak zgodilo se je, kar se je zgodilo in na nek način v zgodovini ni naključij. Vsi ti dogodki, vse to, kar se danes okrog nas dogaja, imajo neke določene vzroke, poganjajo neke zakonitosti in mogoče se kdaj ima smisel zreti tudi v ne tako zelo daljno preteklost, kjer lahko mogoče poiščemo kakšen dodaten odgovor. Torej, Donald Trump je absolutna senzacija današnjega trenutka in njegova zmaga, ki je po svoje začudila celo vrsto ljudi, tudi intelektualcev predvsem, je vendarle odgovor na povpraševanje po nekem določenem profilu politika, ki je bil nekje že viden. Torej, Donald Trump ni prvi takšen fenomen, ki se je zgodil, pa ni treba iti tako zelo daleč nazaj, mogoče v čas med obema vojnama evropske zgodovine, ampak lahko pogledamo v ne tako zelo bližnjo preteklost fenomen Silvia Berlusconija, ki se pa zgodil Italijanom že pred časom in o katerem bi mogoče nekoliko kasneje spregovorila. Torej, kaj je tisto, kar je prepričalo volivce v takšnem številu, da je odločitev za Trumpa prevladala? Zagotovo je to človek, ki nima dlake na jeziku, ki izreče tisto, kar misli in izreče tisto, kar misli še preden premisli, kaj bo rekel. Potem je človek, ki se zdi, da je znal udariti po mizi, ki preseka dolgovezno pregovarjanje, parlamentiranje, ki ne potrebuje nekega intelektualnega stališča. Zdi se, da je blizu ljudem ravno zaradi te svoje preprostosti in da je to ena od tistih vrlin, ki jo danes politika, ne bom rekla, da potrebuje, ampak zagotovo pa išče. Torej, Trump je, o tem je bilo že toliko napisano, jaz nisem nek politični analitik, ampak s tem fenomenom se bomo soočali tudi v prihodnje zagotovo. Je pa zagotovo tudi res, da gre pri tem za nek ponoven razcvet populizma v političnem diskurzu. Zdaj, če čisto preprosto povem, kaj po mojem mnenju izpostavlja populistični diskurs. Populizem je nekaj, kar prepriča s čustvi in ne toliko z razumom, torej ne z nekimi racionalnimi argumenti
in skozi vdor populizma v predvsem evropski prostor, v drugih delih sveta imajo s tem upraviti že dlje časa, ampak Evropa na to kar nekaj obdobij ni bila navajena. In tudi danes se to marsikomu ne zdi tako zelo samoumevno. Populizem torej prepriča s čustvi in danes se zdi, da ljudje ne marajo nekih poglobljenih argumentov, nimajo časa, da bi se soočali z branjem kakšnih zahtevnih besedil, zahtevnejših komentarjev, ampak je tudi politika postala neka instant varianta rešitev. Če gremo pogledati malo v zgodovino, lahko ugotovimo, da so bila obdobja vzpona populizmov precej tipična v pretekli zgodovini. Najbolj izrazito izstopajo 30. leta 20. stoletja, lahko rečem, da tudi 20. torej v vsakem primeru čas med obema vojnama. In če mogoče na začetku osvetlim fenomen porajajočega se fašizma v prostoru in času, ki je dal temu pojmu samo vsebino. Torej, Benito Mussolini je prišel na oblast že leta 22 in to je politik, ki je dal temu pojmu prvi tudi dušo, vsebino. Leta 19 je ustanovil, torej neposredno takoj po prvi svetovni vojni, je ustanovil svoje oborožene oddelke Fasci di Combattimento, ki so potem prerasli v stranko. In te skupine so že od vsega začetka kazale predvsej veliko stopnjo nasilnosti do drugačnih manjšin. Slovenci smo bili ena prvih žrtev fašizma sploh. In Benito Mussolini seveda je po mojem mnenju bolj blizu tistemu profilu politika, kot bi rekli, pač, če zdaj Trumpa povezujemo s temi fašistoidnimi elementi, kot pa recimo Adolf Hitler kasneje. No, marsikaj je Hitler kasneje od Mussolinija tudi povzel, ampak leta 22, ko je Mussolini dobil mandat za sestavo vlade, torej ni mu bilo potrebno izpeljati kakšnega državnega udara. V Italiji je vladala vse splošna kriza, splošna stavka, ki je grozila, da bo prerasla v komunistično revolucijo. Evropa je bila v celoti prestrašena zaradi te revolucije, ki se je zgodila v Rusiji, in ta strah pred komunizmom je vse splošno prisoten ves čas med obema vojnama. To je en vidik vzpona desnice tega časa, strah pred komunizmom. Bolje je torej podpreti nekega marginalnega politika, ki je imel v parlamentu par poslancev, kot pa da bi tvegali nek spontan razvoj, ki bi se lahko končal z revolucijo. Mussolini torej zapolni obdobje 20 let prepričljivo v italijanski zgodovini in ima še danes veliko občudovalcev. Dejstvo pa je tudi, da Italija po drugi svetovni vojni nikoli ni bila nesposobna niti nedolžna opraviti nečesa takšnega, kar so morali storiti Nemci. Torej, opraviti temeljito denacifikacijo lastne politike in lastne družbe. Italijani so to nekako pometli pod preprogo in zdi se, kot da Italijani začnejo vojno vedno na tisti strani, ki bo na koncu izgubila, pa končajo po pravem momentu, v pravem času na strani zmagovalcev. Torej, 30. leta so tista, ki prinese Evropi v večji meri avtoritarne režime, da ne rečem totalitarne. Meja med avtoritarnim sistemom in totalitarizmom je seveda opazna, pa vendar se zdi, da je bil ta vzpon zasnovan že konec 20 let, oziroma na vsak način pa je povezan s svetovno gospodarsko krizo.
Svetovna gospodarska kriza je potisnila na oblast še enega, na začetku marginalnega politika, to je bil Adolf Hitler, ki je v 20 letih začel svojo kariero politika v bavarskih pivnicah in prepričal relativno malo ljudi. 23. leta so se mu razmere zdele zrele, da lahko v podpori dela vojske spelje tudi državni udar, ampak mu to ni uspelo, končal je v zaporu, napisal je svoj politični program v obliki dela Mein Kampf. Verjetno ste spremljali pred kratkim polemike in dileme o tem. Nemčija je torej ponovno šla v izdajo Mein Kampf, torej te knjige zloglasne, ker so to šteli kot manjše zlo, s tem, da so izdali to knjigo s vsemi strokovnimi komentarji, ampak ta bojazen še vedno ostaja, da je to delo, ki svojo zloveščo vsebino ne predstavlja ničesar pozitivnega. Torej, Adolf Hitler je dobil krila šele takrat, ko je bila svetovna gospodarska kriza na višku, pri čemer je Nemčija doživljala krizo že takoj po prvi svetovni vojni, v času Weimarske republike. Weimarska ustava je sicer omogočila neko osnovno formo demokracije v tej državi, vendar je Nemce Versajska mirovna pogodba pritisnila ob tla z izjemno visoko odškodnino, po drugi strani pa je to silno razočaranje napajalo Nemce s izjemnim sovraštvom do tistih, ki so jim pač to situacijo ki so jih postavili, to situacijo zlasti sovraštvo do Francozov kot zmagovalcev, in to sovraštvo tli potem vse do prve svetovne vojne. No, druge svetovne vojne. Hitler potem izkoristi ponovno poglabljanje krize, ki najbolj prizadene Združene države Amerike in prav Nemčijo z začetkom na newyorški borzi, zlomom na newyorški borzi oktobra leta 1929, torej milijoni brezposelnih, popoln obup, tudi lakota. Ta kriza, ki se je začela leta 2008, o kateri smo veliko slišali, seveda ni imela takšnih razsežnosti, niti približno, vsaj ne v socialnem smislu, ampak politično se pa ti učinki, kot kaže, pa že vidijo in tu se da potegniti še nekatere druge paralele. Torej, tako za fašizem in za nacizem je značiln izrazito populističen pristop, čustva igrajo glavno vlogo in nerazum. So pa seveda še nekatere druge stvari, nekateri drugi mehanizmi, ki sprožijo ta nebrzdan val sovraštva, zlasti v Nemčiji antisemitizem, kot vemo, pa tudi različne kvazi znanstvene teorije, ki dobijo krila prav z nacističnim prihodom na oblast. Tretji element, ki je tu primerljiv, oziroma ki je odločilen za takšen razvoj v zgodovini, kakršen je bil v 30 letih, je prav svetovna gospodarska kriza oziroma njen neposredni vzrok. Neposredni vzrok, kot zgodovinarji danes komentirajo in ocenjujejo, je ekonomski liberalizem. Ekonomski liberalizem je politika, ki se nekako povezuje že z začetkom moderne družbe, z začetkom kapitalizma, nesporno, ampak kapitalizem je bistveno starejšega nastanka, kot je sama industrijska družba. Ampak industrijska družba potrebuje svoboden trg, potrebuje neomejeno produkcijo in to je pač situacija, ko se država čim manj vmešava v gospodarstvo, pusti gospodarstvo, da funkcionira preko tržnih zakonitosti,
po drugi strani pa seveda ni v tem prostoru nobenih socialnih varovalk, niti nekih možnosti, da bi država z zakoni preprečevala različne špekulacije. S tem ekonomskim liberalizmom se namreč zgodi nenormalna rast delnic, torej neke vrste balon, ki poči in potegne za seboj katastrofo. Katastrofo najprej s propadom podjetij, bank in potem naraščajočo brezposelnost. In praktično se svet iz te krize, razen mogoče ZDA, z Rooseveltovo zmago na volitvah, praktično ni mogel izkopati iz depresije. Zdi se, da je Hitler rešitelj, če gledamo zelo ozko odmerjen čas od njegovega vzpona na oblast, pa potem do začetka vojne, ampak takšno opustošenje, kot ga je Hitlerjeva doba pustila Nemčiji, je verjetno neprimerljivo s katerimkoli drugim obdobjem v zgodovini ali katerokoli drugo podobno situacijo, ko govorimo o propadih civilizacij. Ekonomski liberalizem je doživel svetovno gospodarsko krizo popoln zlom. Ne samo v gospodarskem smislu, ampak tudi v političnem smislu. Sama ideja liberalizma izvira seveda iz razsvetljenstva, iz francoske revolucije in je absolutno pozitivna ideja celotno 19. stoletje, ko se formira parlamentarizem, ko meščanstvo skuša odpraviti zastarele koncepte absolutizma, tudi feudalizma, še zadnji ostanki. In liberalizem kot dejansko ideologija meščanstva doživi neke vrste vrhunec prav s koncem 19. stoletja. No in kaj to pomeni za liberalizem potem vstop v 20. stoletje? Na začetku se zdi, da bo 20. stoletje absolutna zgodba o uspehu. Ampak točno vemo, da nobeno stoletje doslej ni bilo tako krvavo, tako uničevalno in tako nečloveško. Zlom liberalizma je povezan z odporom do parlamentarizma kot takšnega. Torej, če zdaj povem čisto preprosto stališča nekega povprečnega posameznika, bodi si zdaj v Nemčiji ali ne vem, Italiji, oziroma Italija je tu mogoče izjema, ker ekonomski liberalizem ni bil ravno koncept Italije v času, ko se je svetovna gospodarska kriza začela, ker Italija že predtem uvedla korporativni model. To pa pomeni, da se je država postavila na vrh vodenja ekonomske politike. Torej, odpor do intelektualizma, odpor do liberalcev in seveda odpor do levice. Ob vsem tem, čeprav liberalizem in levica nista z roko v roki in tu mogoče ta kasnejša slovenska izkušnja ni ravno najbolj očitni primer razvoja odnosov med levico in tako imenovano politično sredino. Skratka, dejstvo, da so ljudje razočarani nad delovanjem parlamentarne demokracije, da se jim zdi, da ne prinaša rešitev, jih pripelje do spoznanja, da je pa vendarle bolje, če se nekje najde človek, ki zna usekati po mizi, ki pove to, kar misli, ki ima dlake na jeziku, ki je torej prepričljiv že samim svojim diskurzom, ne da bi posebej premislil, da mora biti ta diskurs vendarle v nekih humanistično sprejemljivih okvirih. Torej, politika postaja vedno bolj brutalna, vedno bolj brezobzirna, dokler ne prestopi tistega roba, kjer se pravzaprav ne da več ustaviti.
Če pogledamo nazaj, torej ta odpor do liberalizma je paradoksalen v tem smislu, ker vemo, da demokracija izvira ravno iz težnje po vzpostavitvi jasnega, racionalnega premisleka. Torej, odpor do intelektualcev in liberalcev je definitivno totalno sprevržena negacija tistega, kar predstavlja zibelko težnj po svobodi in kjer se pravzaprav rojevajo ideje človekove svobode. Najprej je to antična Grčija, kjer lahko rečemo, da ta, kot rečemo filozofija, je ločitev mita od logosa, ki predstavlja tudi začetek znanstvenega mišljenja in je absolutno prinesla veliko pozitivnega, da je ta ločitev mita od logosa še kako peta v grški politični prostor. Grška polis je neke vrste oaza sredi takratnega civiliziranega sveta, različnih despotskih sistemov, kjer mišljenje in postavljanje vprašanja, zakaj, ni bilo tako zelo samo po sebi umevno, oziroma sploh ni bilo samo po sebi umevno, ker vprašanje zakaj na nek način pomeni, da ti s tem vprašanjem dvomiš v zakone, v politiko, ki jih postavlja nek despot. In če pogledamo grško demokracijo, lahko rečemo, da je tu ravno tisto vprašanje zakaj odločilno. In Grki so bili navajeni diskutirati, postaviti vprašanja in iskati racionalne argumente in odgovore. Drugo obdobje, ki prinese, kjer se rodi pa sodobno pojmovanje človekove svobode in ki prinese ta nam tako zelo samoumeven status individuuma, je pa razsvetljenstvo. Razsvetljenstvo vidi pot do človekove osvoboditve skozi razum. Razum in svoboda sta trdno v navezi in mogoče je spet ena taka zanka zgodovine ali pa paradoks zgodovine, da ravno v državi, kjer so bile razsvetljenske ideje najbolj doma, verjetno tudi zato, ker so zrasle iz najbolj trdega absolutističnega okolja, to je absolutistična Francija, druge polovice 18. stoletja, za razliko od recimo naše Habsburške monarhije ali pa recimo ene sicer konzervativne Prusije, kjer je bil doma razsvetljeni absolutizem, tu so absolutisti vsaj izvajali reforme. V Franciji, Ludvik XVI seveda ni želel, da ne bi doživel prehude reakcije plemstva. No in ravno francoska revolucija je tisti mejnik v naši evropski, pa na nek način tudi v svetovni zgodovini, ki je nikoli nismo pozabili in ki je po eni strani nagnala strah v kosti takratni aristokraciji, po drugi strani pa prinesla upanje in motiv za številne nove revolucije skozi 19. stoletje. Torej, 19. stoletje pomeni odzven, odmev tega, kar se je konec 18. stoletja zgodilo v Franciji. Seveda, če so stvari nagnjene k temu, da se prej ali slej spremenijo v lastno negacijo, velja to tudi za francosko revolucijo. Torej, ideja in želja po svobodi, po odrešitvi se izteče v jakobinsko diktaturo, ki res ni najbolj svetlo obdobje. Simbol jakobinske diktature je giljotina in potem v Napoleonovo dobo, ki je marsikomu predstavljala rešitev iz absolutizma, po drugi strani pa rodila boj proti okupatorju na način gverile, kot ga poznamo v sodobnih sistemih, torej prav idejo patriotizma, boja za svobodo skozi navezavo patriotizma na porajajočo se nacionalno idejo.
Razsvetljenstvo bi lahko rekli, je tako pozitivna ideja sama po sebi. Prinesla je toliko dobrega Evropi in svetu, ker nenazadnje je odmev tega tudi prva ameriška ustava, ki je prva razsvetljenska ustava, in sama ameriška družba, ki od svoje neodvisnosti naprej, neodvisnosti od britanskih kolonij, tako ponosno poudarja, da je pravzaprav ideal demokracije. Razsvetljenstvo nima tako zelo srečnega konca, če vzamemo potem naslednjo obdobje imperializma. 19. stoletje si sicer izbori politični pluralizem, ampak 20. stoletje ne prinese tistega tako željenega srečnega olajšanja, prepričanja, da bi naj človek zaživel polno in svobodno življenje. Ko so Čomskega vprašali nekoč, mislim, da je bil takrat ravno v Ljubljani, v katerem obdobju bi se želel roditi, če bi lahko izbiral, je odgovoril, da v 18. stoletju. Pa ne zato, ker bi bilo to obdobje v materialnem ali kulturnem smislu v bistveni prednosti, pač pa zato, ker nikoli kasneje, pa verjetno tudi nikoli prej, prihodnost ni bila videti tako optimistična in tako svetla. Dejstvo je, da je to obdobje, čeprav ni izpolnilo vseh pričakovanj, pa vendarle prineslo veliko upanja in veliko optimizma. Ampak razsvetljenstvo ima tudi svoje kritike. In tu bi se pa zdaj prvič ustavila pri konkretnih filozofih, ker ni bil namen tega predavanja prav predstaviti zgodovino nekega obdobja, ker to torej ni v prvem planu ravno zgodovina, ampak morala sem se prebiti čez te elemente zato, da lažje razumemo tisto, kar se dogaja potem od vzpona imperializma naprej. Sicer imperializem se začenja že bistveno pred 20. stoletjem. In to, kar se v 20. stoletju zgodi, je premislek in to temeljit povod za premislek za številne filozofe, ki se po nacizmu vračajo v Evropo, večina sploh levih filozofov, levo usmerjenih. Tu izpostavljam filozofe kritične teorije družbe, gre za ne samo, ampak predvsem nemške filozofe, ki so pred nacizmom Nemčijo zapustili, se pa kasneje vrnili in jim je bil fašizem, nacizem, izkušnja, s katero so bili neposredno soočeni in so čutili, da je na nek način treba razsvetljenstvo ponovno premisliti skozi refleksijo, zato da bi rešili tisto, kar je v razsvetljenstvu kot jedro še vedno nekaj pozitivnega in za razvoj človeštva nujnega. Theodor Adorno je leta 1947 skupaj z Maxom Horkheimerjem izdal delo Dialektika razsvetljenstva. To delo je pravzaprav analiza poti zahodnega racionalnega mišljenja, ampak skozi izkušnjo obdobje vzpona totalitarnih sistemov in druge svetovne vojne, nacistične okupacije. In kaj pomeni izraz dialektika? Dialektika pomeni po Hegelu neko zakonitost razvoja, ki ima pravzaprav tri faze. Prva faza, ko se neka situacija vzpostavi, potem druga faza je faza negacije, ko se to stanje sprevrže v lastno nasprotje. Sledi pa potem stadij neke vrste sinteze, ampak sinteze, ki je možna samo po temeljitem premisleku. No in ta premislek sta Adorno in Horkheimer izdala v tem delu in ne samo to. Theodor Adorno je
postajal priča nekega razvoja, ki ga mogoče Marx kot njegov predhodnik gre v nekem smislu za elemente tudi marksistične filozofije, pa tudi Freuda, ker kritična teorija družbe je ravno ta vez med delom psihoanalize in marksizmom. In če je bil del Marxove filozofije tisti, ki je nadaljeval potem predvsem s kritično mislijo, je ta del Adorno razvijal potem dalje, tudi skozi kritiko kulturne industrije in množične kulture. Namreč fenomen množične kulture je tista stvar, ki se zdi na prvi pogled v mogoče 20-30 letih, ko nastanejo tehnološke možnosti za razvoj množične kulture, to je razvoj množičnih medijev, predvsem radija najprej, pa potem po drugi svetovni vojni televizije kot množičnega medija. Poleg Adorna so se s tem ukvarjali še številni drugi avtorji, no in kulturna industrija je pojem, ki ga je opredelil ravno Adorno, z vsemi svojimi mehanizmi moči, ampak tisto, kar je Adornov pomislek pri tem, je ugotovitev, da če hočemo govoriti o demokratični družbi, je demokratična družba stanje, ki temelji na avtonomnem, odgovornem in seveda suverenem individuumu, posamezniku, ki misli svojo glavo. Kulturna industrija, kot jo definira Adorno, torej to je v njegovih časih televizija, TV-šovi, omizja, skratka vse tisto, kar je danes del standardnega vira informacij. Mogoče še v 60-ih letih to ni bilo tako zelo samo po sebi umevno, so pa 60-ta leta definitivno čas, ko se pa začne rojevati še en družbeni fenomen, to je pa potrošniška družba. No in eno z drugim funkcionira vse bolj v smeri popačenja in pa prilagajanja individuuma trendom in rezultat tega je, da nimamo več opravka z avtonomnim in suverenim individuumom, pač pa se dogaja nekaj, kar pomeni poneumljenje, pomeni izoliranost in pomeni zgolj enosmerno komunikacijo. Avtorji kritične teorije družbe niso bili samo filozofi. Med njimi je tudi eden od znanih režiserjev, Pier Paolo Pasolini, ki se je ukvarjal predvsem s filmom, tukaj najbolj poznamo, čeprav film ni bila njegova najbolj primarna domena, ukvarjal se s poezijo, pisal je eseje, se je ukvarjal tudi intenzivno s furlanskim jezikom, pisal dialoge za uveljavljene filme, kot je recimo Dolce Vita, Federica Fellinija. No in leta 1975 posnel verjetno eno najbolj brutalnih kritik fašizma, to je film 120 dni Sodome ali Salo. Tega leta je Pasolini bil tudi umorjen, okoliščine njegovega umora nikoli niso bile povsem pojasnjene. No in prav Pasolini izpostavlja televizijo kot medij, ki ni samo center za prenašanje, posredovanje novic, ampak center za predelavo novic. Torej, medij, ki ustvarja neko novo realnost, ki se obrača k posamezniku, ki je vse bolj osamljen v komunikaciji s tem virom informacij in ki ga prežema odtujenost, po drugi strani pa seveda vidi svoje mesto in svojo vlogo v temu niveliranju, se pravi omejevanju lastnih potencialov in reduciranju lastnega individuuma na neko predpisano formo. Istega leta, kot je
bil Pasolini umorjen, pa se v Italiji zgodi neke vrste kulturna revolucija, čeprav ta pojem bolj poznamo iz kitajske zgodovine, ampak jo je uporabil tudi avtor filma, katerega odlomki se mi zdijo zelo smiselni za tole predavanje danes. Če gremo k primerjavi Trump, Berlusconi, najprej ta par, zdaj v Trumpovih mehanizmih in predvolilne kampanje in izvajanja njegove politike do točke, ko še niti ni uradno prevzetega mesta, ne bi izgubljala besed, mogoče na koncu, kasneje, ampak Berlusconi, mogoče mlajše generacije ga ne poznajo, nam starejšim se bo zdelo samo po sebi umevno, da je to ena od odločilnih figur italijanske politike po pretekle zgodovine. Leta 1994 je ustanovil svojo stranko Forza Italia in bil tudi prvič izvoljen kot premijer, ampak je po krajšem času odstopil in potem nadaljeval svoj politični vzpon v začetku 21. stoletja. Torej, Berlusconi je bil dolga leta italijanski premijer, najbogatejši človek v Italiji in takrat na začetku svojega vzpona 25 po vrsti najbogatejših zemljanov. Njegovo bogatstvo izvira z njegovega medijskega imperija. Medijski imperij še danes obstaja, pokriva celo vrsto italijanskih televizijskih kanalov in tudi uspešno filmsko produkcijo. Iz njegove hiše Mediaset prihaja tudi, verjetno marsikdo od vas pozna film, ki je dobil 2 leti nazaj, če se ne motim, tujezičnega Oskarja, La Grande Bellezza. Kasneje je bil posnet naslednje leto še film Youth, torej Mladost. No, in Berlusconi seveda na začetku ni verjetno slutil, da bo uspel zgraditi tako neverjetno mogočen imperij. Leto 1975 je leto, ko na televizijske programe oziroma na enega od kanalov pride njegov TV show, ki so ga predvajali v poznih nočnih urah in je zelo hitro zbudil pozornost Italijanov. Odlomek vam bom zdaj pokazala. S tem odlomkom se začenja tudi film Videokracija, ki vam ga priporočam, če ga že ne poznate. Bil je že nekajkrat tudi na TV Slovenija. Gre za dokumentarni film, posnet je bil leta 2009, ko je bil še Berlusconi na višku moči, ampak takrat so se že začele v javnosti pojavljati afere v zvezi z njim. No in ta film je posnel Italijan po rodu, ki živi na Švedskem in odlomek iz tega šova bomo zdaj pogledali. Šov je bil totalno uspešnica, namreč gre za kviz. Gledalci kličejo v studio, improviziran v nekem baru. Za vsak pravilen odgovor pa plesalka v studiu odvrže en kos oblačila. Ta odlomek se potem nadaljuje še serijo odlomkov iz naslednjih šovov. Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori, questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto ci arrivano a guardare in alto, siamo in cielo. This is how it all started. One of the first local commercial TV stations. No, to je uvod v ta film. Kaj je tu izpostavljeno? Že na začetku je Berlusconi točno vedel, kaj je zgodba o uspehu in na katero smer mora ciljati. To je fenomen vojerstva, ki je danes tako zelo izrazit, ne samo v različnih TV šovih, celoten koncept reality šovov temelji ravno na tej tendenciji, torej iskanje senzacionalnega, po drugi strani pa tudi, če pogledamo najprej izvorno definicijo pojma vojerstvo, ta pojem izhaja iz
spolne prakse, pri čemer je ključna zadovoljitev možna samo preko pogleda. Druga dimenzija tega, kar se dogaja potem na Berlusconijevih TV kanalih, in seveda Berlusconi je bil pionir na svojem področju, lahko rečemo, da so ga kar kmalu začeli zaradi komercialne uspešnosti posnemati nacionalni programi, ne samo v Italiji, mislim, da je tudi pri nas veliko teh elementov. In naslednja dimenzija je pa ikonomanija. Ikonomanija pomeni obsedenost s podobami. In televizijski medij je tisti, ki ustvarja pop ikone, ki ustvarja torej zgodbe, s katerimi se ljudje ne samo želijo identificirati, ampak želijo vstopati v ta prostor, ker če te ni na televiziji, te praktično ni in v bistvu niti ne obstajaš. Film se seveda potem nadaljuje in analizira poprečnega, ne samo gledalca, ampak tudi tistega, ki želi participirati v tem slavnem in širokem in uspešnem medijskem prostoru. Mimo glede lahko vlečemo paralele z italijansko družbo, ne samo pri nas, ampak nasplošno, torej poplava različnih oddaj z naslovom Slovenija ima talent, talenti gor, talenti dol in dnevno, ne samo na teh uveljavljenih, znanih televizijskih kanalih, ampak v Italiji predvsem na vsaki lokalni televiziji potekajo dnevno različne audicije tistih, ki želijo vstopiti v ta prostor slave in uspeha. No in po svoje zelo zgovoren je ta odlomek audicije za eno od takšnih TV postave. Verjetno vas bo spomnil tudi na kakšno zgodbo o talentih. Kakšna je zdaj mentaliteta tega prostora, ki lahko rečemo, mu vladajo mediji? 80% Italijanov dobi ključne informacije preko televizije. In 80% mladih italijanskih deklet želi postati velina. To je figura v italijanskih TV šovih. Običajno nastopata dve ženski ob voditelju, dve plesalki, ena ponavadi blond, druga temna, ki ne smeta govoriti, ki sta tam zato, da popestrita program in pač zadržita pozornost gledalcev. In to je pravzaprav sanjski cilj večine italijanskih deklet in tudi za te veline nenehno potekajo audicije, običajno, ki v kakšnih shopping centrih, kot bomo videli tule v tem primeru. Veline are TV showgirls. They're not allowed to speak. Their place is at the side of the host, standing in what is called the Velina position. Če si zdaj predstavljate vse te trume, ki se udeležuje različnih audicij, zlasti pa dekleta v Italiji na teh priložnostnih razpisanih audicijah za veline, se vprašamo, kako potem kreirati predvolilno kampanjo, glede na to, da je v tem prostoru tako očitno vdor iracionalnega in da je treba prepričevati na nek drug način, kot pa na način nekih premišljenih in racionalnih argumentov. No, del tega filma je tudi odlomek iz Berlusconijeve predvolilne kampanje v Bruslju. Berlusconi ni ravno žel aplavza, čeprav je poskušal prepričati tudi bruseljske evropske poslance, ampak videospot, ki ga bomo pa zdaj videli, očitno prepričal v zadostni meri, da mu je uspelo dobiti dober volilni rezultat.
Samo trenutek. In Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Evidentemente mi manca il sole dell'Italia, non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. At home, it's a different story. This is one of his campaign videos, meant to be sung together. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo gente della libertà, Presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è. No, to je video spot, ki je namenjen ženskam kot volivkam in jih predstavlja v različnih družbenih vlogah. Zdaj pa mislim, da, ker sem prej po pomoti pokazala del slik, veste, kje je tu paralela oziroma jo bom zdaj dodatno utemeljila. Tisto, kar bi izpostavila, ko sem vam pokazala posnetke iz filma Videokracija, je očiten udor iracionalnega v politiko. Torej ne gre več za to, da bi iskali neke smiselne, neke logične vsebine, ampak dobro, po eni strani čustva, po drugi strani je pomembno to, da je politik simpatičen, da se zdi sam po sebi dostopen, pa če tudi je to gola forma. No in če je Berlusconi uporabil predvolilni videospot na način Karok, tako da se tu s tem identificirajo predvsem ženske volivke in ženske v različnih družbenih vlogah, lahko rečemo, da imamo mi aktualnega predsednika države, ki je še kako trendovski, ker ena njegovih, ne bom rekla zdaj predvolilnih potez, ampak vendarle potez, katero zagotovo želi postati všečen, je njegov koledar, mislim, da leto 2016. In to je tisto, kar ste že en konček tudi videli. Tu je Borut Pahor za vsak mesec v letu. Ja, torej bomo. Tule je sicer izved iz Mladine. Mladina je, mislim, da tudi izdajatelj tega koledarja. Zdaj se bojim, da mi ga ne bo uspela povečati. Ne. Skratka, Borut Pahor v vseh pomembnih poklicih, kot avtomehanik, mesar, potem mislim, da je tam tudi nekaj v eni delavnici, vrtnar, na koncu frizer. Kaj je sporočilo tega konca? Ja, v bistvu ne gre za to, da bi Boruta Pahorja vzeli resno kot tistega, ki vse te poklice uspe izvajati, ampak gre na nek način za populistično gesto, kako ljudem postati blizu, čeprav skozi golo formo. In kaj to pomeni, da politika uporabi formo brez neke adekvatne vsebine? Gre za dimenzijo hiperrealnega in vedno lahko znova potrdimo, da ne živimo več v fiktivnem svetu, v katerem se da jasno razmejiti fikcijo od realnosti, ampak živimo v hiperrealnem svetu, kjer je ta meja zabrisana. In sinonim za hiperrealno je še starejši izraz simulacrum, ki izhaja iz Platonove filozofije, iz njegovega spopada s sofisti, iz časa, ko so v javni prostor vstopali
govorniki, katerih cilj ni bil prepričevati z vsebino besede, ampak so dokazovali, da so sposobni dokazati karkoli. Torej, prvo žogo v vsakem primeru bi danes lahko sofistiko imenovali mlatenje prazne slame. In če se zdi tale zaključek komu mogoče ne nevarno simpatičen, češ pa vse dobro, kaj je narobe s tem, če se politiki trudijo, da bi jih ljudje sprejemali na tej čustveni ravni, bi mogoče zaključila današnje predavanje s premislekom s pomočjo enega drugega odlomka, tudi še vedno iz filma Videokracija, ki predstavlja enega najbolj vplivnih Berlusconijevih agentov, ki dejansko forsira mlade, perspektivne, potencialne zvezde v medijski prostor. Prikaže ga v njegovi vili, njegova vila se imenuje Vila Bianca, torej Bela hiša, mogoče to naključje. Silvio Berlusconi è un grande uomo. Commenterà Silvio Un grande Berlusconi. leader. Non richiama le ideologie o i sistemi o i modi o l'essere di Benito Mussolini, però è una grandissima persona. Sono molto felice, molto entusiasta quando lo dico di quello che è. Tako kot je Mussolini pustil Italijo v kaosu, velja to tudi za Berlusconija. Danes ni več najbogatejši Italijan, njegovo premoženje z 12 milijard padlo na 5 milijard, je še vedno zelo bogat človek sicer, ne, ampak politično vprašanje, če še bo kdaj dosegel takšno raven, zelo verjetno ne. Ta film, iz katerega sem vam prikazala odlomke, pa je bil premierno predstavljen leta 2009 na Mostri in zanimivo, Berlusconi ga je takrat hotel prepovedati. Edino, kar mu je pa uspelo, je bila pa prepoved objave trailerja na njegovi televiziji in film je takrat doživel izjemno zanimanje in kot ste, upam, lahko videli, je še danes aktualen. Torej, tu bi zaključila današnje predavanje. Zahvaljujem se vam za pozornost in če ima kdo še kakšno vprašanje, bom poskušala. Glede filozofije je bil vprašal, ki je danes pravite ni. Vse ne more biti v bistvu. Filozofija je bila takrat, ko so ljudje razmišljali o konkretnih življenjskih problemih, danes pa v nekih tehnikah, kako naprej razmišljamo na mesto problemov. In filozofi naj bi življenje osmišljali, kaj je. Mi smo pa največjega filozofa naredili Marksa, ki je pa ekonomist. Vse to ni filozof. On je v ekonomiji razmišljal in je razvil. In v bistvu na njegovih, bi rekel, delih so kapitalisti bogateli. Na njegovih. On je bil pa filozof, delavska in tako naprej. Ne? To se pravi, vse skupaj narobe. Ne, tako, v tem smislu. In jasno, da danes tako materialni svet, smo čisto pozabili, da je filozofija ena tiha zadeva, ki ni poslišna, ampak živi naprej in deluje naprej. In mora imeti toliko modrosti, da preseže vse te zablode neoliberalizma, ki ni nastal z Berlusconijem, ampak že za časa Napoleona III. V Franciji. In že takrat se je dvignilo karbonarstvo, tako naprej. Vemo, pozabimo, da je takrat voditelj teh karbonarjev Garibaldi poplenil dobesedno Neapeljsko banko, neapeljskega kralja, vso zlatnino pokradil, prinesel na sever
in začel to svojo štorijo. In tu se je že začel. In od tu izvira fašizem. Iz neoliberalizma zrasel fašizem. In bo spet zrasel iz neoliberalizma, ki je danes, ampak bo še kar gršil. Ja, ta povezava je očitno, se strinjam, ampak najprej o Marksu mogoče. Marks je bil eden tistih filozofov, ki se je najbolj trudil z utemeljitvijo o koncu filozofije. To je ena stvar. Druga stvar, ko je Enciklopedija Britannica iskala osebnost drugega tisočletja, tam okrog leta 2000, je zbrala Karla Marksa, katerega vpliv je izjemen na čas, v katerem je živel in po njem. Ekonomski, ne pa filozofski. Tudi filozofski. Tule ni to tema današnjega predavanja, ampak ker bi rabila potem vsaj še eno uro, da bi vam utemeljevala vpliv ne samo marksizma na socialistične voditelje, ampak bistveno širše. Pa ne zato, da bi Marksa opravičevali, ker konec koncev, če je Adorno kritik razsvetljenstva, je kritik tudi razsvetljenskih utopij. In Marksova ideja revolucije jasno, da spada ravno med te poante. Neodvisno od tega pa ta navezava na neoliberalizem. Liberalizem je sicer ekonomska politika, ki nasledi fiziokratizem. To pa je ravno tako neposredno po času razsvetljenstva in se veže na industrijsko produkcijo, ki potrebuje svoboden trg. In liberalizem je v prvi fazi dal ekonomskemu prostoru pozitiven razmah, ki ga je ta prostor rabil. Seveda pa sam pojem neoliberalizma, kolikor je meni znano, izvira iz Margaret Thatcherjeve politike in Donalda Reagana v 80-ih letih. Prav ta najbolj brutalen, pa najbolj brezobziren neoliberalizem, s katerim se danes očitno tako zelo soočamo. Jaz razumem, da vi primerjate tle Berlusconija in Trumpa. Jaz mislim, da to neprimerno primerjamo. Glejte, Berlusconi je bil lastnik televizijske mreže, skratka medijev. Trump je bil v nasprotju z televizijsko mrežo. Vsi javni mediji, od novinarjev, od časopisov, ne samo v Sloveniji, v Ameriki, v Evropi, povsod so nastopali proti Trumpu. Vsi, do zadnjega. In še danes se ga meše v eno neverjetno pozicijo, kot da je on pravzaprav zmanipuliral volitve. Da so mu pomagali Rusi, da je prišel do rezultatov. Mislim, to so neverjetne metode in mislim, da je neprimerno primerjati Berlusconija in Trumpa. Ker Trump je bil praktično v nasprotni poziciji do vseh medijev, ne samo ameriških, tudi pri nas. Kadar, ko ste pogledali televizijo, on je bil sneman drugače, kot je bila Clinton. In če primerjate vi celo volilno kampanjo, on je bil skozi v poziciji, da bo izgubil. On je bil skozi v poziciji. In vi veste, da ljudje volijo tistega, ki misle, da bo zmagal. Se strinjam. Spremenil se je kaj od zadnji. Namreč ljudje niso dobili informacij samo preko javnih medijev. Ker javni mediji zagovarjajo, perejo možgane. Takšnega pranja možgane, kot je danes, ga še ni bilo v svetu, ker ni bilo te tehnike ni bilo. In zdaj so opravili možgane, ampak ljudje so dobili informacije tudi pred drugih, preko internetne mreže, preko teh raznih informacij in te informacije so pripomogli k njemu te zmage. In kaj je zdaj pravijo? Pravijo, pri nas, isto se pri nas dogaja, pravijo, on je zmagal, ampak ne pri ljudeh. Ona je dobila 3 milijona, 2 milijona več glasov. Pa se mi zavedamo, kaj govorimo. Pri nas lahko nekdo zmaga z 5 glasovi, če je navrgel stranke, proti tistemu, ki je dobil 20 glasov. In mi se delamo norca iz njihovega sistema. Če bo njihov sistem dober za njih do zdaj, ne bo tudi zdaj. To se pravi, če on zmagal preko volivnih teh glasov, je on zmagal. In zdaj primerjati njega z Hitlerjem, Mussolinijem in tako dalje, mislim, da to ne fair. Mi ne vemo, da se mi sploh zavedamo, kakšne situacije je svet danes. Ta klika, ki je bila proti njemu, ki je predstavljala, Clintonova je predstavljala to kliko. Ona je bila predstavnica te klike. In ta klika je naredila zdaj vsi ti problemi, ki so v Sredozemlju.
100 000 imigrantov, ki grejo skozi Evropo. To je rezultat te politike. To je rezultat te politike. Padle so vlade z revolucijami. Ukrajina, Gaddafi, Ukrajina, Gaddafi. Padel bi zdaj tam v Siriji, predsednik, ki je bil legalno izvoljen. Vsi ti ljudje so bili legalno izvoljeni. Ta klika je vrgla vsako vlado, ki je hotela. Vsako vlado. In ljudje so se naveličali, celo Američani so se naveličali tega klika. Cel svet se je tega naveličal. In mislim, da je za marsikoga je zdaj celo Trump upanje za spremembe. Upanje, da se spremembe. Lahko govorim, oziroma... To je moje mnenje. Torej, jaz še vedno vidim to primerjavo med Trumpom in Berlusconijem, ravno na točki medijskega prostora. Trump je postal senzacija, postal je pop ikona, tudi s pomočjo reality šova, ki je trajal več sezon, bil glavna zvezda TV šova The Apprentice. In to je zagotovo eden od elementov, s katerim je Trump v Ameriki postal prepoznavna zgodba o uspehu, še preden se je sploh vstopil v politiko. Nisem pa želela primerjati niti slučajno. Mene Trump v nobenem primeru ne spominja na Hitlerja. Hitler je izrazita patološka osebnost. Želela sem primerjati okoliščine, v katerih se znajde posameznik, ki jih lahko izkoristi, da pride do izraza izrazito populistična politika. Ker o tem, da je Trump populist, pa mislim, da ni nobenega dvoma. In to je skupna točka med Berlusconijem, Hitlerjem in Mussolinijem. Ne pa ravnega praha. Tole, gledajte, to je zelo ne-fair primerjava. Mi ne vemo, mi vemo točno, kaj je naredil Berlusconi. Mi vemo točno, kaj je naredil Mussolini. Mi vemo točno, kaj je naredil Hitler. Kaj govorite o njem, da bo to naredil, če ne veste? Kako lahko vi napovedujete isto usodo za Trumpa kot za Hitlerja? Sploh mislim tega rekla. Definitivno ne. Povezava. Samo to, da je populist. Veliko večja množica populistov v politiki, kot so posamezniki, ki ste jih vi zdaj našteli. Pa nihče tem populistom ne napoveduje neke določene usode. Torej, filozofija ni preroštvo, filozofija je ljubezen do modrosti.